Lepo pozdravljeni. Naj takoj na začetku vsem invalidom in njihovim svojcem izrečem iskrene čestitke ob njihovem jubilejnem mednarodnem prazniku Dneva invalidov. Veseli me, da prav letos, ko praznujemo 10. obletnico ratifikacije Konvencije o pravicah invalidov, lahko predstavimo skorajšnji začetek dveh pomembnih zakonov. In sicer Zakona o osebni asistenci in Zakona o socialnem vključevanju invalidov. Z obema zakonoma sledimo tudi načelom Konvencije o pravicah invalidov, torej prizadevanjem za čim bolj neodvisno, samostojno in kvalitetno življenje invalidov. Geslo letošnjega mednarodnega dneva invalidov je Skupaj gremo naprej. In to geslo bomo uresničevali tudi na področju invalidske politike. Kot ministrica, odgovorna za področje invalidov, se zavedam, da so znanja, vedenja in izkušnje, ki jih imajo invalidi, ključnega pomena pri soustvarjanju zakonske politike. Njihovo sodelovanje je nujno potrebno in dragoceno, da bi invalidska politika zaživela v pravem pomenu in so zakoni napisani življenjsko. Naj samo na kratko predstavim bistvene novosti obeh zakonov, ki se bosta začela uporabljati 1. januarja 2019. Naj najprej omenim Zakon o socialnem vključevanju invalidov. Gre za zelo pomemben zakon, ki nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in zaokroža zakonodajo na področju invalidskega varstva. Ključni cilj zakona je zagotavljanje neodvisnega življenja invalidov v skupnosti. Pomembno je, da s tem širimo krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu, poleg oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in težje gibalno oviranih oseb, še na osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, ki jim onemogoča samostojno življenje, na osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in na gluho slepe osebe. Širitvijo kroga upravičencev želimo reševati problematiko mladih, pri katerih pride do hude invalidnosti pred prvo zaposlitvijo in zato ne pridobijo pravico v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V mesecu novembru 2018 je imelo status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 6651 ljudi. Širjenjem kroga upravičencev po novem zakonu se bo število oseb s statusom invalida po tem zakonom povečalo po naši oceni na približno 7000 ljudi. Invalidi s statusom po tem zakonu bodo imeli pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. To v praksi pomeni, da se bo nadomestilo v višini 382,32 evrov, ki ga prejema 6651 oseb, povišalo na 577,34 evra. To je znesek, ki ga naša država zagotavlja osebam za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju. Ti invalidi imajo običajno tudi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, saj brez pomoči druge osebe ne morejo opravljati življenjskih potrebščin. Dosedanji dodatek za tujo nego in pomoč, ki sedaj znaša 103,02 evra oziroma 206,03 evra, se bo preimenoval dodatek za pomoč in postrežbo in se je izenačil z dodatkom za pomoč in postrežbo po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po novem bo znašal 146,06 evra oziroma 292,11 evra. Šlo bo za avtomatično prevedbo in ne bodo potrebni novi postopki. Višina proračunskih sredstev za nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo se bo iz letošnjih cirka 40 milijonov evrov povišala na 60 milijonov evrov v letu 2019. Višina proračunskih sredstev za nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo bo tako približno 20 milijonov višja v letu 2019. In še Zakon o osebni asistenci.
S 1. januarjem 2019 bodo uporabniki lahko začeli uveljavljati pravice po zakonu o osebni asistenci, s katerim prav tako delamo velik korak naprej. Osebna asistenca se v Sloveniji sicer izvaja že nekaj let, vendar se je do sedaj sofinancirala preko programov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. S sprejetjem zakona pa je osebna asistenca postala zakonska pravica. S tem zakonom uporabnika postavimo v središče, obseg storitev osebne asistence se bo tako ugotavljal glede na potrebe posameznika, uporabnik sam izbere izvajalca osebne asistence, uporabnik mora imeti nadzor nad organizacijo in oblikovanjem osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje in želje. Zakonom uresničujemo tudi enega izmed temeljnih ciljev Konvencije o pravicah invalidov. Ministrstvo bo leto 2018 za izvajanje osebne asistence preko programa osebne asistence sofinancirano za delovna mesta osebnih asistentov namenilo sredstva v višini približno 3.300.000 evrov. V letu 2019 pa bo za financiranje osebne asistence po zakonu za leto 2019 približno namenjenih 15.600.000 evrov, torej za financiranje osebne asistence za približno 500 uporabnikov, ter 1.700.000 za financiranje komunikacijskega dodatka v obliki denarnega domestila za približno 1000 uporabnikov. Da bosta oba zakona lahko s 1. januarjem zaživela tudi v praksi, je bilo v zadnjih mesecih na ministrstvu, na Direktoratu za invalide opravljenega zelo veliko dela. Vse podrobnosti v zvezi z obema zakonoma bo predstavila direktorica direktorata, gospa Dragica Bat. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. 3. december. Ponavadi smo 3. decembra vedno ugotavljali, kaj manjka in obljubljali, kaj bomo še nastorili. Zato mi je veselje današnji dan povedati, kaj smo storili na tem področju. Kot je ministrica rekla, smo v preteklem letu sprejeli 2 izredno pomembna zakona za slovenske invalide in bi mogoče jih še jaz malo bolj v detajle predstavljala, ali pa kako tehnična implementacija poteka v današnjem življenju. Zakon o socialnem vključevanju, ministrica je povedala, širimo krog upravičencev, dvigujemo denarne zneske, vsa preverba bo šla avtomatično, torej uporabniki in uporabnice ne bodo pri tem imeli nobenih postopkov, tako da tu smo tudi olajšali in šli nasprot slovenskim invalidom in invalidkam. Druga pomembna novost v tem zakonu je prehod na trg dela. Avtomatično bo lahko nekdo se zaposlil in ko iz kakršnikoli razlogov, bodisi zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja in podobno, bo lahko prešel nazaj v status. In tretja so storitve socialnega vključevanja, ki jih bomo v letu 2019 skupaj z invalidskimi organizacijami in uporabniki razvili, ter jih nato pilotirali in v letu 2021 naj bi to postala tudi zakonska pravica. S tem tudi sledimo ne samo konvenciji, ampak pravzaprav programu ideji deinstitucionalizacije, ko bodo lahko uporabniki z različnimi storitvami, ki jih ta država nudi, lahko samostojno zaživeli polnopravno življenje. Zdaj bi se pa mogoče malo bolj na zakon o osebni asistenci opredelila. Gre za zakon, ki je pravzaprav desetletje nastajal tako v okviru invalidskih organizacij kot v okviru našega ministrstva. Kot je že omenila ministrica, osebna asistenca na terenu poteka, torej imamo nekaj izkušenj na tem področju. Je pa seveda to v tem zadnjem letu bilo potrebno izredno veliko narediti na implementaciji. Namreč tisti, ki danes imajo osebnega asistenta in živijo doma v svojem okolju, seveda 1.1.2019 morajo nadaljevati z osebnim asistentom, torej s pomočjo.
V zadnjih mesecih je potekalo priprava tako ocenjevalnega orodja za ocenjevanje potreb posameznika in posameznice, kot usposabljanje strokovnjakov, ki ocene delajo, tako izvajalcev, osebnih asistentov in nenazadnje tudi sami invalidi so morali pravzaprav oddajati vloge. Danes na 3. december imamo vloženih 509 vlog na centrih za socialno delo in komisija je že izdelala 315 mnenj. Mi pričakujemo, da bomo tam nekako do 15. 20. decembra zaključili z izdelavo vseh mnenj, tako da bodo uporabniki in uporabnice dobili odločbo in pa vavčer. Vavčer pravzaprav pomeni papirnato finančno sredstvo, kajti namreč uporabnik in uporabnica sam si bo izbral izvajalca, ga bo lahko tudi v samem procesu izvajanja osebne asistence zamenjal, če z njim ne bo zadovoljen, torej je v središču je uporabnik, nič več izvajalec, ampak uporabnik. Vrednotnice so se nam izkazale že v preteklem obdobju pri tehničnih pripomočkih za invalide kot dobre, kot tiste, ko izvajalca, pravzaprav uporabnika postavlja v center in sam izbere določeno storitev na trgu. Kaj je prag, kdo dobi pravico do osebne asistence? Tu nismo vezali na status invalida, ampak na potrebo posameznika. Torej, posameznik vloži na center za socialno delo vlogo, da bi želel imeti osebno asistenco, na kar ga gre komisija oceniti v njegovo domače okolje. In če mu pripada, da pa lahko vstopi v program osebne asistence, mora potrebovati najmanj 30 ur na teden. Po podatkih, ki jih imamo, pri ocenah teh 316, kot sem vam jih omenila, približno 116 ur na posameznika pripada na teden. Drugo, kar je pa seveda komunikacijski dodatek, ki se izvaja v dveh oblikah. Eno je denarni prejemek, torej uporabnik, uporabnica se odločita, gre za gluhe, slepe in gluhoslepe posameznike in posameznice. Uporabnik se lahko odloči, da bi bodisi vzel finančna sredstva in sam zagotovil, pokril svoje potrebe, bodisi ima pravico do 30 ur na mesec osebnega asistenta. Poudarjam, gre predvsem za gluhe, slepe in gluhoslepe, ki potrebujejo pomoč pri spremstvu, pri orientaciji v prostoru, pri komunikaciji, kar pomeni v 30 urah na mesec mu bo to država tudi pokrila. Po analizah, ki smo jih naredili, gluhi in slepi so približno do sedaj koristili tle med 15 in 20 ur mesečno. Kot sem povedala, torej, kdo so izvajalci? Izvajalci so invalidske organizacije, dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč, ki morajo predložiti vlogo na ministrstvo, izpolnjevati določene kriterije. In danes imamo približno 18 vlog na ministrstvu, ki ocenjujejo, da lahko pokrijejo tam okoli 300 do 400 uporabnikov. Toliko za sedaj z moje strani. Če imate še kakšno vprašanje, seveda z veseljem odgovorim na vprašanja. Boste rekli, da ima sicer invalidi na mesec pravic ur za to osebno asistenco? To se pravi, da lahko vstopi v program osebne asistence, potrebuje najmanj 30 ur na teden. Potem je pa lahko to 24 ur na dan. To se pravi, najmanj 30 ur na teden. Gre za najtežje invalide, ki bi jim želeli zagotoviti najbolj neodvisno življenje. Razen pri gluhih, slepih in gluhoslepih, ko pa seveda imajo 30 ur na mesec in v glavnem to uporabljajo za spremstvo, za prevoze in podobno, torej pri komunikaciji, orientaciji v prostoru. Seveda, če pa posamezni uporabnik in uporabnik, predstavljate, gre za najtežje invalide, potrebuje 24 ur pomoč, bo seveda 24 ur dobil pomoč na dan. Običajno vprašanje, Petra Medved, Radio Slovenija. Koliko ste rekli, da je teh invalidov, najtežjih invalidov, ki že zdaj dosegajo ta prag, oziroma koliko vlog imate na ministrstvu? Če ste že povedali, da so? Do danes je oddano 509 vlog na centrih za socialno delo in približno 315 mnenj je bilo že izdelano, zdaj dobivajo posamezniki in posamezni tudi odločbe. Hvala lepa.
Polona Šeka, STA, bi mogoče, se sliši, bi rada vprašala mogoče še za naslednji zakon, ki se pripravlja naslednji zakon na invalidskem področju. Predsednik Republike je v petek napovedal še en zakonski predlog. Ja, ta zakon se ne pripravlja na ministrstvo, to je zakon o svetu za invalide. Svet za invalide je pravzaprav neodvisen organ že sedaj, ministrstvo mu nudi samo administrativno podporo. Konvencija o pravicah invalidov v 34. členu pravi, da države podpisnice morajo zagotoviti čim bolj neodvisno delovanje sveta. Tako da svet za invalide v tem trenutku diskutira, na kakšen način, v kakšni smeri bi pravzaprav ta novi svet za invalide bil. Tako da to je zdaj v pristojnosti sveta za invalide, ko bodo tam podali mnenje, ko bodo te strokovne diskusije končane, bomo pa seveda tudi na Ministrstvu za delo zavzeli svoje stališče. Mogoče samo ker so v petek opozorila iz sveta za invalide, da bi bilo potrebno, tako kot ste že vi rekli, da bi invalidi imeli več besede pri spreminjanju te politike oziroma urejanju. Kakšno je pač vaše stališče? Se strinjate, da so premalo zastopani tudi v tem svetu in na splošno? Poglejte, zdaj, glede na to, da se na direktoratu za invalide sprejema kar veliko zakonodaje sistemske, pri nas v delovnih skupinah so vedno prisotni invalidi in uporabniki, kajti oni imajo tisto znanje ali pa tiste poglede, ki jih mi seveda v birokraciji nimamo. Tako da tu sodelujemo. Ne nazadnje tudi vedno zakonodajo predložimo svetu za invalide. Tako da tu mislim, da imamo dobro sodelovanje. Je pa res, da se v tej državi sprejema hitro in veliko zakonodaje, tako da včasih pravzaprav mogoče na prvi pogled zakonodaja, ki se pripravlja na prometu, na Ministrstvu za promet in zveze, nima direktne povezave z invalidi, ampak jo ima, tako da mi medresorsko pogledamo, vsekakor pa mislim, da bi tudi ostala ministrstva pri sprejemanju svoje zakonodaje bilo potrebno vključiti predstavnike invalidov.